Ali lahko pisatelj, ki je že pred desetletji oznanjal, da živimo apokalipso, da je naša civilizacija doživela polom, zgodovina pa je slepa cesta, še kaj pove bralcem? Lahko. Laszlo Krasznahorkai, veliki nagrajenec Vilenice in Bookerjev nagrajenec, lahko. Še kaj bolj radikalnega. V prozni zbirki Svet gre naprej spregovori o Gagarinu in njegovi neverjetni izkušnji v vesolju, o Nietzscheju v Torinu, ko se mu je omračil in številnih drugih likih, ki jih je življenje pritiralo na rob. Ob tem spregovori tudi o nedoumljivi zapletenosti sveta in univerzalni dimenziji našega bivanja. Mojstrsko in strastno, z grenko, a osvobajajočo ironijo. Zagonetna zgodba Magde Sabo v knjigi Vrata raziskuje tenkočuten, večplasten odnos, ki se zgodi med dvema ženskama skozi desetletja. Ženski, ki imata popolnoma drugačno osebno zgodbo. Pisateljica mojstrsko razdeluje ta odnos, ki se razvija skozi desetletja, razkrivajo se skrivnosti, padajo tančice. Ni to samo osebna zgodba, to je tudi zgodba madžarskega naroda. Številni bralci, literarni kritiki po svetu so to knjigo primerjali z uspešnico Elene Ferrante, z njeno tetralogijo. Res je nekaj podobnega, oboje razdeluje kompleksno temo ženskega prijateljstva. Kako bogato večplastno je. In če smo se po branju Elene Ferrante velikokrat vprašali, kaj pa brati zdaj, kaj bi pa brali, da bi bilo mogoče bližje našemu kulturnemu prostoru, in zdaj, ko imamo to knjigo priložnost brati tudi v slovenskem prevodu, odgovor kot na dlani, Magda Sabo, Vrata, čisti bralni užitek.